Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo seveda na današnjo epizodo, še enkrat dovolite, da vas spomnim na naš bootcamp. En se bo zgodil v septembru in sicer bootcamp za začetnike, investiranje za začetnike, kjer bomo v bistvu skupaj stopili v svet investiranja. Spoznali boste cel kup zanimivih stvari, od naložbene piramide, specifičnosti glede posameznih naložbenih razredov. Kupili bomo tudi ETF, pregledali bomo borzne posrednike, na kaj moramo biti pozorni, spraševali se bomo, kakšna je razlika med skladi, ki kotirajo in skladi, ki ne kotirajo na borzi in tako dalje. Drugi bootcamp je pa bootcamp za mlade, stare od 17 do 20-21 let, kjer bomo pogledali, kako strukturirati portfelj investicij, da bo deloval na dolgi rok. Tukaj bom v bistvu predstavila v bistvu portfelj mojega sina, 18-letnega, tako da boste videli, kako v bistvu razpršena košarica je in kako se dodajajo potem tudi začimbe. Današnja epizoda je pravzaprav je v bistvu posnetek iz MoneyHow Live. Smo se odločili, da bomo zdaj malce čez poletje zavrteli tudi te epizode. Moram priznati, da je bilo zelo zanimivo, zabavno, veliko smo se nasmejali, kar veliko zanimivih pa tudi stvari tudi slišali. Danes bomo poslušali del in sicer o vroči slovenski borzi, kje smo in kam gremo. In sicer rekli smo, da ZDA ima veličastnih 7, Evropa, granola, Slovenija pa sveto trojico. To so pravzaprav 3 delnice, ki diktirajo tempo slovenskemu trgu na Ljubljanski borzi, torej Krka, seveda ljubljenka številnih domačih vlagateljev, potem smo rekli delnica NLB in pa Petrol. Slovenija je ne glede na vse skupaj še vedno robni trg, čeprav so ambicije Ministrstva za finance, da bi postali del trgov v razvoju. Vseeno se je po tem času zgodil tudi en premik in sicer smo postali del naprednih trgov v razvoju, Advanced Frontier Markets, tako da nekaj se je tudi tukaj spremenilo. Individualni naložbeni računi so bili potrjeni, prihajajo z marcem, to bomo naredili ločeno epizodo, res tak deep dive v individualne naložbene račune, kjer bomo secirali čisto vse. In pa kaj smo se še spraševali, borzni posredniki in pa konkurenca iz tujine, če dalje več ponudnikov, pravzaprav 2, Interactive Brokers in pa Trade Republic ponujata tudi slovenske delnice na njihovih platformah. Na dogodku MoneyHow Live smo gostili Blaža Brodnjaka, predsednika uprave NLB in pa Draga Kavška, člana uprave Petrol. Iz Krke se pač niso udeležili, ne vem, očitno jim ni bilo to dovolj pomembno, konec koncev ima naš podcast približno 20,000 naročnikov, posluša nas kar zelo veliko ljudi, ampak za nas si pač časa niso želeli vzeti. Tako da, ampak v redu, nima veze, smo tudi sami znamo zanalizirati pač delnice, tako da ni noben problem. Ampak debata je seveda zelo zanimiva, tako da tudi precej pestra, napeta in tako zelo direktna in slišali boste zelo veliko zanimivih stvari. Preden pa vsem skočimo na današnjo epizodo, bi pa res naredila en zelo hiter recap, kaj se dogaja na slovenskem borznem parketu. In sicer na hitrco en tak pregled. Nedavno je slovenski borzni indeks SBI Top postal eden najbolj donosnih indeksov na svetu.
Če gledamo v lokalni valuti, pridobil je približno letos 40%, če pretvorimo v evre, pa nas je v bistvu prehitev ganski GSE Composite Index 64% donosnostjo. Zdaj, to so res taki detajli, ampak ne glede na to, ko pogledamo seznam teh najbolj donosnih, v bistvu ugotovimo, da se je naš slovenski indeks znašel v zelo eksotični družbi, pravzaprav je skozi v tako eksotični družbi, poleg seveda ganskega, še atenski, korejski, varšavski, izraelski indeks, ki je letos izredno profitabilen oziroma donosen. Kot smo rekli, slovenski delniški trg zdaj sodi med tako imenovane Advanced Frontier Markets, skupaj z Estonijo, Litvo, Latvijo in Romunijo jih je ponudnik indeksov MSCI, nas je v bistvu uvrstil v novo kategorijo. Zdaj, če pogledamo na graf slovenskega indeksa, vidimo, da trenutno je na rekordnih ravneh, vendar pa, če podaljšamo to našo časovnico, ugotovimo, da še vedno ni v bistvu dosegel vrha iz leta 2007, še vedno je 11% pod tem vrhom. Med finančno-gospodarsko krizo je seveda naš indeks pošteno zatreslo, indeks je izgubil v samo 3 mesecih 68% in je bilo dno doseženo pravzaprav junija, se pravi 29. junija 2012 pri le 5230 točkah, trenutno smo pa na 2340 točkah. Od vrha pa do dna je v bistvu indeks izgubil 80% vrednosti. In zdaj seveda gledamo, kaj se dogaja na trgu in vidimo, da v bistvu se lepo ponovno ta indeks krepi od dna, ki je bil dosežen pred skoraj 13 leti oziroma pred natanko 13 leti, se je indeks okrepil za 350%. Zdaj, treba je povedati, da pretekli donosi seveda niso jamstvo, da se bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Kaj moramo še vedeti o slovenskem borznem trgu? Na začetku sem omenila tudi na samem dogodku Moneyhow Live, sem omenila, da v bistvu nekako je koncentracija skoraj 70% skoncentrirana na praktično 3 delnice, 30% predstavlja farmacevt Krka, 19% skoraj petino pa predstavlja Petrol in drugo petino tudi NLB delnica. Tako da je kar taka neuravnotežena, recimo temu, razporeditev znotraj samega indeksa. Ko sem malce razmišljala, kako pa je v drugih indeksih, podobno v bistvu tudi dostikrat izpostavljamo na našem podcastu, v MSCI World je v bistvu tudi 70% izpostavljenost ameriškega trga, veličastnih 7 pa pravzaprav predstavljajo petino tega indeksa. Če pa pogledamo recimo Nasdaq 100, pa tudi teh veličastnih 7 delnic, to so Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta in Tesla, predstavljajo, mislim, da skoraj 2/3 tržne kapitalizacije Nasdaq 100. Zdaj, še, ko govorimo o slovenskem delniškem trgu oziroma borzi, je treba povedati, kar je tudi bilo večkrat izpostavljeno, da je slovenska borza izredno nelikvidna in v bistvu tudi sam mesečni promet ni, da bi rekla, zdaj nekaj, s čimer bi se lahko Slovenija pohvalila, okrog 60 milijonov evrov je bil letos dosežen, to je sicer 50% več kot leta 2023, a še vedno je to relativno malo prometa. Zdaj, likvidnost, za koga predstavlja likvidnost problem. Pred leti sem se pogovarjala s Petrom Vlajčem, on je predsednik uprave Erste Plavi in sem ga tudi vprašala, se vam zdi v bistvu nelikvidnost domače borze problem, pa je rekel, da se mu to ne zdi tak problem, da se pač vedno najde nek kupec. Na drugi strani pa vseeno treba povedati, če gre za prodajo nekih večjega števila lotov, seveda lahko pride do težav, ker pač je tako plitak trg, ampak za male vlagatelje to naj ne bi predstavljalo neke prav prevelike težave, razen v primeru, ko nekako mogoče zataji
ta vzdrževalec likvidnosti, kar smo pa tudi omenili pri indeksu Intercapital Slovenije oziroma IC Slovenija, to je ETF, ki sledi indeksu SB Top Total Return. To smo pa tudi upozorili, da je v bistvu zaradi nelikvidnosti bilo ali težko kupiti ta ETF ali pa konec koncev tudi prodati preko borze Interactive Brokers. To smo pa tudi že upozorili v naši epizodi, ki smo jo pripravili na to temo. Najbolj nekako likvidna ali pa največ prometa je seveda z delnico Krke. Mislim, da je bilo lansko leto oziroma v prvem četrtletju letos je bil povprečni dnevni promet trgovanja v višini 1,4 milijona evrov. Lansko leto je bilo to skoraj prepolovljeno, tako da delnica kotira še vedno tik pod 200 evri za delnico, letos pa je bilo z delnico Krke je v bistvu pridobila že 41% vrednosti. Mogoče kot zanimivost, glede na to, da jutri se dejansko izplačuje dividenda delnice Krke, bi vsem tukaj majčkeno rada vas opozorila na ta padec, ki ga vidimo v zadnjih nekaj dneh pred izplačilom dividende. V bistvu gre za čisto en tak, bom rekla temu, nekak normalen pojav, ki je del tudi seveda nekak del borznih trgov, da v bistvu cena delnice na dan upravičenosti do dividende se zniža za znesek izplačane dividende in to pravzaprav videvamo tudi tukaj, tako da sem že dobila vprašanje, ne vem, kdaj a se splača kupiti delnico pred izplačilom dividende, a ne zato, da smo potem udeleženi tudi v tem, tako v dividendi kot bodoči potencialni rasti. Seveda ta igra ima seveda lahko tudi minuse, ni vse v plusu, ni nujno, da je vedno donosna, skratka ta strategija. Zato je tukaj potrebno biti zelo previden. Načeloma, se pravi, v tem obdobju, ko se izplačuje dividende, takrat v bistvu tečaj nekako to korigira in seveda je v bistvu takrat viden tudi upad tečaja. Mogoče samo kot za informacijo, lansko leto je tečaj ravno v tem času, ko se je izplačevala dividenda, upadel za 11%, letos je upadel za, mislim, da okrog dobre 2-3%, nekaj takega. Skratka, to je treba seveda biti zelo pozoren, pomembno je tudi vedeti, se pravi, kdaj je prvi trgovalni dan brez upravičene dividende, to je ex-dividend date, in pa kdaj je datum izplačila dividende. Vse to vpliva tudi na tečajnico. Poleg tega je treba še nekaj povedati, ko govorimo o dividendah, ker slovenske delnice veljajo za dividendno donosne, mislim, da je letos z najvišjo dividendo, seveda, če bosta izplačene 2 tranši, prva tranša je že bila, druga še bo, in sicer je seveda z 8,1% dividendno donosnostjo na prvem mestu NLB, 5,2% dividendno donosnost Cinkarna Celje, Triglav, 4,3 Telekom Slovenije, 4,2 Krka, Petrol tudi 4,2 dividendna donosnost in 3,9 Sava Re ter Luka Koper 3,4. No, kakorkoli, treba se je zavedati, da so naše dividende, izplačila dividend tudi obremenjena tako z davki kot seveda z raznimi provizijami na izplačilo. Davek, kot veste, znaša 25%, medtem ko različne družbe različno zaračunavajo in sicer izplačilo dividende, so neke omejitve, so neki minimalni zneski, ki načeloma znašajo od 2 do 4 evre. Tukaj bodite zelo pozorni, ko boste gledali cenike, nekateri obračunavajo na neto vrednost, drugi na bruto vrednost, ampak ja, če pogledamo še te odstotke, od 1% do 1,5% od vrednosti izplačila. Na drugi strani pa imamo recimo Trade Republic in pa tudi konec koncev Interactive Brokers, kjer pač tega stroška izplačila dividende ni, prav tako tudi ni KDD-ja oziroma pač neke provizije, ki zaračunava klirinško depotna
družba. Tako da to seveda je treba vse upoštevati pri seveda naši kalkulaciji smiselnosti, ko gremo v neko naložbo. Konec koncev še zmeraj lahko povemo, da slovenski delniški trg je recimo temu fundamentalno poceni in sicer večkratnik dobička znaša v povprečju 10. Je zanimiv za marsikaterega vlagatelja, zlasti za domače, tako da tukaj vseeno je potrebno se zavedati, da gre za zelo nišen trg, gre za robni trg in kot smo videli leta 2007, so lahko tudi kar precej brutalni upadi. Marsikdo zdaj v to zgodbo ne verjame, pa vendar na borzi ni nobenih garancij in zato je treba vsem, ko se strukturirate svoj portfelj investicij, gledati, da bo čim bolj razpršen. Se pravi, dodamo Ameriko, Evropo, zadnjič smo se pogovarjali, ko smo se pogovarjali z Andražem Grahkom, smo tudi seveda dodali zraven emerging markets Azija, se pravi trgi v razvoju Azije, ki vključuje tako Indijo, Kitajsko in nekatere druge trge v Aziji in pa seveda lahko tudi del Slovenije. Zdaj, nekateri pravijo, da bi bila potencialno lahko izpostavljenost do Slovenije, ker smo pač lokalni investitorji in bolj podrobno spremljamo dogajanje na domačem trgu, to se odvisno seveda od posameznika, od 5, 10, 20 do celo 30%. Da bi bili pa 100% izpostavljeni slovenskemu trgu, pa mogoče na tako plitkem trgu, kot je ta, pač ni mogoče, in pa ker je taka močna koncentracija na samo 3 delnice, mogoče ni najbolj smiselna. Še ena zadeva, ki se mi je zdela zelo zanimiva, pa če dovolite, bi vseeno omenila, vzdrževalci likvidnosti na Ljubljanski borzi. Zanimivo mi je bilo to, res moram priznati, da sem zdaj prvič slišala, oziroma se nikoli nisem niti s tem ukvarjala. Luka Koper je edina delnica v prvi kotaciji brez vzdrževalca likvidnosti, mi je v bistvu povedal Domen Kregar iz Ilirike. Zdaj, kaj to pravzaprav pomeni, če je majhen promet in odsotnost vzdrževalca, je to lahko v bistvu resno ovira za investicijo z vidika same likvidnosti. Vzdrževalc likvidnosti namreč mora kupovati in prodajati delnice znotraj določenih cenovnih okvirjev, kar zagotavlja stabilnost in prisotnost kupca oziroma prodajalca večino časa. Delnica Luke Koper, v bistvu bilo za delnico res zelo malo prometa, mislim, da je bilo samo sekundo, tam okrog 57 tisočakov, je bil v prvem četrtletju letos zabeležen v povprečju promet, se pravi na dan 57 tisoč evrov v povprečju v prvem četrtletju, tako da to je v bistvu relativno zelo nizka likvidnost. Tako da, zaenkrat to, upam, da nisem bila preveč dolga, mislim, da vam bo pogovor zelo všeč, tako da veselim se vaših komentarjev, pišite mi, če imate kakršnokoli vprašanje na marja@money-how.si in se seveda slišimo in vidimo kmalu z novim klipom. Prijetno poslušanje. Jaz predlagam, da gremo kar naprej na našo vsebino, tako da bi z veseljem povabila na naš oder Blaža Brodnika, predsednika uprave NLB, in Draga Kavška, člana uprave Petrola. Še eno vprašanje sem vam pripravila, ali investirate v delnice slovenskih blue chipov, katere delnice so v vašem portfelju. Če lahko odgovorite samo to, da dobimo občutek, koliko vam je interesantna slovenska borza. Rada bi pa še to povedala, opravičila bi Petra Vlajiča, je predsednik uprave Erste Plavi, so eden večjih investitorjev v slovenskih blue chipih, žal je mogel iti v tujino. Hkrati bi pa še to povedala, da sem povabila predstavnike našega farmacevta Krke, ki imajo v indeksu SB Top največji delež, njihova komunikacija
z malimi delničarji, se mi pa zdi, da bi lahko malce se izboljšala. Da si lažje predstavljamo, kaj pravzaprav to pomeni za farmacevta. Mali delničarji imajo 41% delnic Krke v vrednosti 2,4 milijarde evrov, tako da jaz upam, da si bo Jože Colarič, tako kot Warren Buffett, nekoč vzel čas tudi za poslušalce MoneyHow. Sicer pa se veste, kako gre pregovor, če Mohamed ne gre gori, gre gorah Mohamedu, bomo šli pa na skupščino, kaj bo je tak problema, ne? A ne? Ok, evo, nimamo, da ne, Krka, NLB, Petrol, ta veseli trojček, jaz sem kar poimenovala sveta trojica, Krko, Petrol in pa NLB, imamo evropske Granolas, imamo ameriških veličastnih 7 in 70% tržne kapitalizacije predstavljajo Krka, NLB in Petrol, sveta trojica. Evo, ja. Največ Petrol, Krka, NLB ne poznam. Potem pa morate poslušati malo bolj pogosto MoneyHow, ker tudi o tem govorimo. Ok, a gremo mogoče kar na... jaz bi vas kar vprašala vezano na male delničarje. Ne, v zadnjem obdobju pravzaprav na Ljubljanski borzi poganjajo mali delničarji, v bistvu tečajnice v višave, poleg seveda hrvaških pokojninskih skladov, pa po novem lahko tudi Slovenci kupujemo preko Interactive Brokers in pa Trade Republic tudi slovenske delnice. Koliko malih delničarjev imate, kaj vam pomenijo mali delničarji in pa kakšni so trendi? Ja, lep pozdrav iz moje strani. Sem prav vesel, da sem se udeležil tega dogodka. Tudi jaz poslušam vas, tako da se tudi jaz kaj naučim. No, me veseli. Mali delničarji v bistvu mislim, da je vsaka družba jih ceni, vsaka uprava jih ceni, ker dodajo neko dimenzijo pri sami komunikaciji, pri sami tudi brand reputationu. Tako da na nek način skrbimo za to. Seveda, če gledam našo zgodovino, mi smo, mislim, že štartali iz pozicije, da je bila količina ali pa število malih delničarjev med največjimi v Sloveniji in z veseljem ugotavljam, da se število malih delničarjev v zadnjih letih povečuje. Te trendi so sicer počasni, ampak tako nekih 200-300 na leto pa je neto novih delničarjev po številu delničarjev, tako da tega trenda smo zelo veseli. Sej, po eni strani je to verjetno razlog samega razvoja finančnega trga, drug razlog verjetno tudi to, da je slovenska borza kot taka postala v zadnjem obdobju zelo interesantna, tudi z vidika rezultatov vseh teh delnic, ne samo največjih treh, ampak tudi ostale beležijo lepe rezultate, tako da na drugi strani pa mislim, da družbe z poslovanjem in potem nekako poskušamo konsistentno vračati z dobrimi poslovnimi rezultati, tako da jaz mislim, da in upam, da se bo ta trend nadaljeval. Super, gospod Brodnjak. Ne dela, sam prižgati je treba. Če si slep, ne pomaga. Dobro, dela. Najprej delajte deco, pol pa kupujte delnice. Ker če ne boste delali dece, vam nič ne bo pomagalo, da imate delnice. Ker ne bo vas nišče oskrboval, ne v bolnici, ne v domu za ostarele. In to iskreno mislim. Preden razmišljate, da ne boste imeli otrok, pa da boste bogati se upokojevali, še enkrat razmislite. Imejte deco mladi. Mi imamo premalo malih delničarjev. To pa zato, ker je prisotnega zelo veliko nerazumevanja, ki izvira seveda iz bolečin dvakratnega reševanja bančnega sistema. Najprej zaradi razpada države, potem pa zaradi globalne finančne krize. Tretje, seveda si pa prizadevamo, da do tega ne more priti, ker vodimo posle banke na pregleden način in na podlagi tega, kako higiena obrti poteka. In leta 2018 novembra, ko smo šli v prvo javno delniško ponudbo, ko je država odprodala svojih najprej 65, potem junija 2019 še pa preostali 10%, je bilo malih delničarjev, ki so bili zainteresirani za kup na ravni 1% do 2%. In to je zame osebno daleč največja bolečina. Tisti, ki so takrat kupovali delnico po 51,50 €, bi imeli do danes 450% donos. Tisti, ki so kupili delnico takrat po 51,50 €, bi danes imeli 25% dividendni donos.
letošnja dividenda bo na ravni 25% donosa pri ceni, ko je bila delnica ponujena v javni delniški ponudbi. To gre ameriškim skladom, britanskim skladom, kjer bo bolečina največja, za skoraj 10% hrvaškim pokojninskim skladom, so pomeni bodočim hrvaškim upokojencem, ne slovenskim upokojencem, bodočim hrvaškim upokojencem, ki so nam zaupali bolj zasebni upravljalci skladov, Allianz, Erste, Raiffeisen, so nam zaupali bolj kot Slovenke in Slovenci. To boli, ne? To močno boli. Kje so razlogi, lahko se sprašujemo, v tem, da seveda niso vlade znale ustrezno ali pa vlada ni želela ustrezno pozitivno umestiti te naložbene priložnosti, ker v bančno-centričnem gospodarstvu, ne, vodilna banka, seveda, če vodijo posle profesionalci in trenutno vodijo ljudje, ki se imajo vsi posamično, od vseh 6 članov uprave, imamo vsi posamično po vsaj 25 let izkušenj iz vodenja bančnih poslov na področjih svojih pristojnosti, iz vsaj 3 mednarodnih bančnih skupin, osebno iz vodstvenih položajev in nadzorniških položajev v 17 bankah v 8 državah. In če se držiš higiene obrti, je lahko bančno dober posel. Dokazano. Ne? Tudi skozi obdobje negativnih obrestnih mer se da ustvarjati pozitivne rezultate. In če imaš tako močno pozicijo na trgu, seveda si primerjavi z drugimi boljši. Ne? In če se te razume na ustrezen način, lahko seveda zelo ugodna naložbena priložnost. Ne? Če pogledate, kje so danes vrednote Nove Ljubljanske banke, pod 6-kratnikom letnega dobička. Dividendni donos je pri današnji ceni 8,8%. Pa še vedno je zelo malo interesa malih vlagateljev. Podvojilo se je število, ne? Ampak še vedno smo pod 10%. Ne? Tako da je to zame neka bolečina. To je zame, jaz si to osebno štejem kot neuspeh, velik neuspeh. Takrat bi 200 milijonov bilo dovolj, da bi bila banka večinsko slovenska. 27 milijard imamo v bankah depozitov, 200 milijonov tega denarja bi bilo dovolj, da bi Slovenke in Slovenci kolektivno bili večinski lastniki Nove Ljubljanske banke. Gospod Brodnik, a vas lahko vprašam, glede na to, da številni mladi raje pogledajo čez lužo, kot pa na domači borzni trg, kaj pa lahko naredite, da postanete bolj zanimivi, privlačni, naštevate lepe dividendne donosnosti, lepe rezultate, sama delnica je dobro performala, pa vendar niste jih pritegnili. Kaj lahko še naredite? Biti pač moramo dobra banka, ne? Zdaj seveda veliko je tudi te gonje zoper tradicionalne ponudnike, ker seveda nekateri neoponudniki so cenejši, so zastonj, so ne vem kaj, ampak ponujajo 3 storitve. Ne? Pri njih ne boste dobili stanovanjskega posojila po 2,5% fiksni obrestni meri na 10 let, kar je zgodovinsko gledano izjemno poceni. Ne boste jih videli prispevati česarkoli k razvoju slovenske družbe. NLB daje 4 milijone na leto za šport, daje 3 milijone za kaj drugega, ne? Leto 2023 17 milijonov donacij. Je treba razumeti posel, ki ga gledate in ga analizirate v malo širšem kontekstu. Ne? Mi si bomo prizadevali še naprej pač postajati vse bolj podobni, ko gre za uporabniško izkušnjo. Ne? Tem digitalnim, tako imenovanim fintech ponudnikom, neobankam in tako naprej, če ravno seveda tudi pri nas lahko dobite potrošniško posojilo, kartični limit na tasarskem računu v celoti digitalno v 2 ponoči, brez da podpišete list papirja. Ne? Pa še kaj ne, ampak je ta neka stigma, ki jo nosimo, ne, tradicionalni ponudniki bančnih storitev in pa kontekst zaščite potrošnikov v Evropski uniji. Ne. Tako izrazito ne v korist bančnemu sistemu, da se je s tem težko boriti. Ne. Do privatizacije je bilo v medijih praktično vsak dan mogoče zaslediti novice o Novi Ljubljanski banki, od tega je bilo 37% z izrazito negativno konotacijo. Mislim, da Petrol podobna zgodba. Ne, niti slučajno. Dajte jih pogledati si malo nazaj novice. Ne? Ni bilo slabe novice, da niso NLB zastave mahale zraven. Ne? Malo ti ne pomaga lokacija Trga Republike, ker tam so vsi protesti. Ne? Ampak dejansko ni bilo negativne novice, da ne bi, tudi če ni bila NLB s tem nič, ne? Mahale tam, ne? Vihrale zastave. Ne? In... Se zato selite? Ja, tudi zato. Selimo se zaradi tega, ker ima ta hiša daleč previsoko ogljični odtis. Težko se je boriti s tako stigmo, to hočem reči. Jaz prevzemam odgovornost in povem Slovenkam in Slovencem, iz srca sem vam hvaležen za zaupanje, da ste banko reševali. Ampak reševali ste depozite svojih varčevalcev, to je delno tudi svoje. Ne? In moja naloga, ko sem prišel kot senator leta 2012 decembra v ekipo, je bila, da vrnemo državno pomoč. Kot prvi ukrep. Ne? In mi smo skupninami iz privatizacije, z dividendami in z vrednostjo preostalega deleža Republike Slovenije državno pomoč povrnili celoti. V naslednjih nekaj letih bomo povrnili z zanimivim donosom. Če bi danes Republika Slovenija prodala preostali 25% strategu, bi bila državna pomoč celoti povrnjena z zanimivim donosom. Že zdaj.
Ne? To je bila prvi mandat povračanja kredibilnosti. Ne? Reševali ste nas, ampak smo vam to vrnili v proračun. Banke skozi pandemijo niso dobile centa. Veste, koliko milijard je šlo podporo gospodarstvu in vsem drugim podsegmentom družbe? Upokojencem, študentom. Banke niso skozi pandemijo dobile niti centa pomoči. Dobile so 5,5 milijard pomoči do leta 2014, od česar bo NLB svoj del 2,23 milijarde v celoti povrnila. Proračun Republike Slovenije se je napihnil iz leta 2019 11 milijard na sedanji skoraj 17 milijard. To je 6 milijard na leto, 5 let, 30 milijard. Kam je šlo 30 milijard? Še vedno lahkotno opletamo banke, vrnite, kar smo vam dali. Kaj pa vsi ostali? Roštiljanje javnega sektorja. Tudi Petrol ima eno bolečino, oziroma kmalu jo bo začutil tudi sam v svojih prihodkih. Goriva in derivati v strukturi prihodkov predstavljajo skoraj 50%, sem prav videla. Ja. Se pravi, pa vas bom tako malce futuristično vprašala. Veliko se govori o avtonomnih vozilih, robotaksih. Ravno včeraj je Elon Musk na veliko razlagal o tem. Ti bojo seveda večinoma električni. Kako bo izgledala bencinska črpalka prihodnosti in kako se bo Petrol preoblikoval v recimo obdobju 10 let, ker mislim, da vas čaka kar najbolj taka intenzivna transformacija. Okay, več vprašanj, bom poskušal biti kratek, ampak ena zadeva, kar se treba zavedati, v bistvu, in zelo podobno z NLB-jem, v bistvu finance, jaz sem delal v finančnem sektorju, in finance so, ali pa banke so v bistvu infrastruktura gospodarstva. In to, kar je Blaž pozval povedati, v bistvu je tudi to, da posredno skozi sanacijo NLB-ja se je stabiliziralo tudi gospodarsko okolje. In NLB z ostalimi bankami v Sloveniji so bile, mislim, da je ključnih deležnikov tega. Spomnili smo, kaj se je dogajalo v tisti finančni krizi, ki smo imeli svoje banke, ampak smo bili odvisni od tujih bank, od tujega denarja. In ta kriza je bila za nas bistveno globja, gospodarsko gledano, ker nismo imeli svoje samostojnosti. In zelo podobna zgodba se dogaja na področju energetike. Vojne, ki se dogajajo, geopolitične trenja, ki se dogajajo na področju energije, na področju vojske oziroma orožja in pa energije. In države, ki si tega zavedajo, to spremljajo in pa ščitijo na način, da se naredijo samostojnost. Evropa kot taka je zelo globoko začutila to svojo, rečemo temu, odvisnost. Ali od Rusije v enem trenutku, potem v naslednjem trenutku od Amerike in tako dalje. In mi se moramo enkrat zavedati, da določene stvari so strateško pomembne. In če imamo to v naši lasti, kot je Blaž prej poudaril, če znamo to kontrolirati, je to neka stabilnost za celotno gospodarstvo. Posredno za celotno gospodarstvo, ne samo za državo ali pa samo za delničarje. Če se zdaj dotaknem same energetske tranzicije, zdaj, to je zopet ena, bom rekel, dajmo reči temu, vsi vemo, se spreminjamo, energija se bo spreminjala, način porabe energije, ampak ta proces bo zelo, zelo dolg in zelo drag. In Evropa je tukaj zopet naredila eno veliko napako, da smo šli prvi, ki smo relativno globalno v svetu, relativno nepomembni z vidika porabe energije, z vidika našega impakta, ki ga lahko naredimo. Ampak smo šli uničevati lastno gospodarstvo, kot Evropa. Brez pomisleka, kako bomo to naredili. In še vedno smo v tem. Mi se pogovarjamo z inštitucijami, kaj se bo zgodilo, kako se bo zgodilo. Dejansko se dogaja to. Danes Petrol da na trg 50% slovenske energije. Govorim o energiji, energijski vrednosti. In večina tega je seveda skozi goriva, naftne derivate. A si predstavljate, da to vse predstavlja na elektriko? Koliko časa bo to trajalo? Lahko je reči, gremo kupiti električne avtomobile. Super, če imaš doma hišo, če imaš gor sončno elektrarno, predstavljati si zaposlenega ali pa nekoga v bloku, že v Ljubljani. Pa kaj ta revež ne more 50 km narediti. In to je ena velika, velika zabloda, ki je treba razmisliti od začetka do konca. Ne samo govoriti tisto, kar je politično všečno. Razumem, da je to družbeni politični konsens, da gremo in bomo
da želimo biti vzdržni in Petrol vlaga v to. Ne me narobe razumeti. Petrol v zadnja leta, Petrol se je začel spremljati že nekaj 10 let nazaj, ko smo preimenovali svoj motiv v energetska družba. Mi nismo več naftna družba, smo energetska družba. Ampak si ne dajemo zablod. Pred kratkim, verjetno ste slišali BP, ki je imel ta zeleni prehod ko opevan, je spremenil strategijo. Back to profitability. Zakaj? Ja, energetski prehod stane. In dajmo se vprašati, ali smo mi dobili mandat kot uprava od naših delničarjev, da porabimo ta denar zaradi napačnih odločitev, ali smo ga dobili zato, da maksimiziramo vrednost. In to je tista stvar, ki želim v bistvu na nek način vedno poudariti. Ja, gremo skozi ta energetski prehod, ki bo nekaj koštal, ampak ga je treba prerazdeliti skozi deležnike. In tu je naša največja bolečina skozi regulirano maržo, ki na eni strani na področju goriv, ki nas omejuje skozi to maržo. Ta marža je, by the way, enaka kot pred 10 leti. Absolutno enaka. Da ne govorimo, da so se stroški dela, logistike in vsega ostale šli močno, močno zgor. Hkrati pa so cena energetskega prehoda, ali govorimo o vmešavanju biogoriv ali ostale regulacije, močno povečala. Zdaj pa še eno stvar, se opravičujem, sem malo daljši, ampak nam so svetovalci, jaz še nisem bil v Petrolu, že 5 let nazaj smo delali, mi delamo vsako leto revizijo strategije, porabe elektrike, glede na vozni park, glede na število novih registriranih avtomobilov, glede na logistiko, kjer smo prisotni in tako dalje, kje bojo nove ceste in vse. To je vse v bistvu v nekih modelih, ki vsako leto preračunamo. Kaj se dogaja? Vsako leto se ta pik porabe goriva podaljšuje. Zato, ker trendi nakupa novih električnih avtomobilov so se ustavili. Ko ni bilo več subvencij, seveda ni bilo tega interesa. Po drugi strani, seveda smo mi začeli vlagati tudi v to. Mi smo danes družba za največ elektropolnilnic v regiji. Največji. Tudi največji po številu bencinskih servisov. Da smo si na jasnem. In naše bencinski servisi se že danes spreminjajo. Mi danes spreminjamo ponudbo našega bencinskega servisa, ker se podaljšuje čas postanka, dodajamo restauracije, dodajamo drugo dodano vrednost in služimo z drugimi stvarmi. In če gledate rezultate Petrola za zadnjih nekaj let, najhitreje rastemo na ostalih področjih, ne na področju goriv. Kaj boste potem trgovec, ne vem, ki boste ponujali neke produkte v trgovinah, restauracije in podobno, kaj bo to potem vaš fokus? Mislim, mi smo zdaj pred resno dilemo, pripravljamo novo strategijo in ja, to so v bistvu vprašanja v okviru strategije, kako naprej. Osnova še enkrat, kaj to je največji strah, ali bomo nerezonsko investirali v stvari, ki ne bojo dodana vrednost. Jaz mislim, da ne, ker to ni prava stvar. Ali bomo sledili trendom? Seveda ja. To, kar je naša velika prednost in to, ki smo si pa edinstveni, glede na vse ostale naftne družbe, prvič nismo vertikalno integrirani, se pravi, smo res trgovec z najboljšo logistiko, ker tako logistiko jo imamo mi in ni, kar je v bistvu pomembna prednost pri trgovcih. In druga stvar, da ponujamo celovit asortima vseh energij. Elektrike, plina, naftnih derivatov, pripravljeni smo tudi na vodik, ko bo ta ekonomsko smiseln, danes še ni, ampak se pripravljamo tudi na to. Skratka, energijo, katerikoli obliki, to je tisto, kar bomo našim kupcem ponujali. Povedal ste back to profitability, pa bi vas vprašala, gospod Brodnjak, zadnje 2 leti sta bili za banke leti debelih krav, banke so ustvarile rekordne dobičke, tudi na račun visokih depozitnih obrestnih mer ECB. Kako vidite višino obrestnih mer ECB v naslednjih letih, kje mislite, da se bo ustalila in kako bo to vse skupaj vplivalo potem tudi na vaš dobiček? Verjetno si tukaj
To se že vidi, ne, da izpad obrestnih prihodkov bo treba pač nekako, ECB bo potrebno nekako nadomestiti z novimi posli, mogoče z dražjimi storitvami, prevzemi. Kakšni so pravzaprav vaši načrti? Mislim, stvar je vedno potrebno postaviti perspektivo, ko govorimo o časih debelih krav, je treba povedati, da sledijo 7 letom negativnih obrestnih mer, ko ni bilo sistemsko pomembne Evropske banke, ki bi ustvarjali več kot 6% donos na kapital, kar je globoko pod zahtevanjem. In zdaj 2 leti so banke imeli razumne donose in so bile kar enkrat vojne dobičkarji in smo jih obdavčili. A kdo obdavčil farmacevte, ko so nam med pandemijo cepali 30% plus ROI? A kdo obdavčil farmacevte zdaj, ko delajo v Rusiji dobičke in 26% ROI? Zakaj se na tem ne pogovarjamo? Če smo pošteni in nismo diskriminatorni. To spet govori o stigmatiziranosti bank. Smo že nazaj na 15-letnem poprečju pred negativnimi obrestnimi merami. A ste vprašali mogoče ministra to? Zakaj? Se mene neče poslušati. Oni so avtartični. Gledajte, zdaj se vračamo v normalne razmere. Zakaj so bile obrestne mere visoke na aktivni strani oziroma zakaj je ECB plačevala več? Zato, ker je bil njen osnovni namen, da te zavrira denar iz obtoka. Njen osnovni namen je bil, da banke tja naložijo denar, da ta denar ni v kreditni funkciji. S tem smo zniževali inflacijo. Zdaj pa mi banke obsojamo, ker so imeli denar pri centralni banki in zaslužili na tem denarju. Ne, čakajte, to je bila osnovna funkcija denarne politike. Osnovna funkcija denarne politike je, da se denar zmakne iz obtoka in se ne kreditira. In se s tem ne pospešuje gospodarska aktivnost, ker hočemo znižati inflacijo. To je mehanizem transmisijski Evropske centralne banke in denarne politike. Denar je treba sterilizirati, umakniti z obtoka. In to se naredi na ta način, da se plačuje več za obresti, ki banke tam pustijo. Ta denar. Relativno kratko je to bilo obdobje. Tako smo govorili, to bo trajalo 12 mesecev do 18 mesecev. Zato mi tudi nismo začeli takoj dvigovati obresti mer za depozite in jih tudi nismo presežno dvigali, ker smo vedeli, da bomo že danes na 2,5% fiksne obrestne mere za 10-letno stanovanjsko posojilo. Kako bi vam jaz plačal za 3-letni depozit več kot 2,5%? Če sem pričakoval, da se bo to zgodilo z 10-letnim posojilom že čez 1 leto. In mi seveda prehodno smo začeli plačevati 2,5 in potem začeli zniževati, ker jaz vam ne morem plačati za depozit nad 1 leto več, kot vam zaračunam za 10-letno posojilo. Ne gre. Enostavno ni tu ekonomske logike. In zato smo zdaj v razmerah, ko so obrestne mere že blizu 15-letnega poprečja pred zgodovinskim preizkusom, testom negativnih obrestnih mer. Približno 2% je bilo poprečje Euriborja, 15-letno poprečje Euriborja pred pojavom negativnih obrestnih mer. In tu smo. Mi smo zdaj praktično na 2,25, forwardi so že na 2, ne pričakuje se, da se bo mogoče na 1,75 spustilo. Tako da to so ciljane razmere. Če se spomnite, še pred 2 letoma smo govorili, še pred 3 leti, do pandemije praktično, pa ves čas se je Evropska centralna banka borila in zato je šla v negativno moče, da bi pojačala gospodarsko aktivnost, da bi sledila cilju 2% gospodarske rasti in inflacije 2%. Takrat smo sanjali 2% gospodarsko rast. Zdaj smo pa imeli pač nekoliko višjo. 2% bi bila sanjska, zdaj Slovenija na nek način se projicira 2% rast, ali bomo dejansko dosegli letos, glede na prvo četrtletje bo težka. Jaz napovedujem že nekaj časa, da so razmere bistveno bolj kritične, kot jim vlada prikazuje. Ampak pričakovane obrestne mere bodo na tej ravni. Se pravi, mi smo že zdaj z cenami stanovanjskih posojil bolj ali manj na ciljni ravni. Poglejte si zgodovinski kontekst, 2,5% fiksno na 10 let. V 600-letni zgodovini je bilo nekaj takih let. Se pravi, danes stanovanjsko posojilo po teh cenah je zgodovinsko poceni. Je zgodovinsko med najcenejšimi. Potrošniška posojila so pa tudi tu že nekrog 5%, so pa vedno nekaj in so cenejše kot v Evropski uniji. Vedno poprečju. In konkurenca tudi večja za ta posojila. Tako da načeloma so razmere za najemnike posojil zelo ugodne, za banke so pa to neke zdrave razmere. Razmere 2% inflacije in 2% gospodarske rasti so neke standardne razmere, kjer ni nekih odklonov, ni nekih nepričakovanih hitrih nihljajev, navzgor in navzdol. To so predvidljive razmere, to so ciljene razmere. Dolgo smo stremeli k temu, da bomo imeli 2% inflacijo, pa tu nekje gospodarsko rast. Se pravi, če bi nam to dejansko zdaj uspevalo dosegati, smo na ciljnih ravneh, to je idealno. Večji izziv je seveda, ali je slovensko gospodarstvo dovolj konkurenčno. Petrol in NLB Lifre so to se pogovarjala s kolegom Dragom. Mi poslujemo, hvala Bogu, tudi izven Slovenije. Mi nažalost ne smemo še na polno s polnimi pljuči na Hrvaškem, ampak smo prisotni pa v Srbiji. In mi smo v Srbiji letos dividende več potegnili iz Srbije, kot je imel Petrol predlani dobička, skupina. Se pravi, mi poslujemo tam, kjer je gospodarska rast, tam, kjer seveda so neki drugačni pogoji gospodarjenja in kamor se seli kapital. In kamor se selijo tudi talenti in možgani s tem kapitalom. Tako da je to nekaj, kar mi smo recimo v tem trenutku v 6 državah uradno sistemsko pomembna institucija. V bančno-centričnem gospodarstvu, kjer se 70-80% vseh investicij financira z bančnim denarjem.
Po drugi strani mi upravljamo 70% slovenske gotovine, 40% vseh podjetniških plačil, 42% vseh zajemnih skladov v Republiki Sloveniji, ki se v Sloveniji kupujejo. Ne? To je sistemska pozicija. Mi prodamo več kot 70% vseh polis življenjskega zavarovanja, ki se prodajo preko bančnega kanala. Mi smo iz nič razvili zavarovalnico Vita do 20% tržnega deleža kot banka, ne kot zavarovalnica. Se pravi, mi imamo pomembno sistemsko vlogo pri transmisiji vaših vlog, vašega denarja na računih, ne, v produktivno funkcijo. Napajamo slovensko gospodarstvo, ne, financiramo stanovanjska posojila preko ročnostne transformacije. Ne. Samo da razumete logiko kalkulacije, banka ne more plačati visoke obrestne mere na depozitu, ker je bil naš cilj, da čim prej začnemo njim zaračunavati spet manj, ker so imeli na Euribor vezana posojila, ne, in da začnemo seveda čim prej spravljati ljudi, ki imajo večjo potrebo po financiranju, to so stanovanjska posojila, običajno na daljši rok, in da lahko si privošči, sploh pri rastočih cenah nepremičnin potrebuješ nižji obrok, ne? Oziroma potrebuješ daljše ročnosti, oziroma nižjo ceno, da lahko si privošči sploh neko anuiteto za stanovanjsko posojilo. Tako da v teh dvoletnem obdobju debelih krav smo mi že pred 3/4 leta, praktično takoj po 12 mesecih smo že začeli prilagajati navzdol aktivo. Zato nismo bolj agresivno prilagajali pasive, ker naš cilj bil čim prej začeti prilagajati aktivo. Ker lažje vi najdete alternativne naložbene priložnosti depozitov na bankam, kot kdorkoli lahko dobi stanovanjsko posojilo. Če želite stanovanjsko posojilo, ste omejeni na banke. Ne da vam ga Revolut, ne da vam ga N26, omejeni ste na slovenske banke. Mogoče tukaj, če lahko skočim, Revolut že testira to na nekaterih trgih. Ja, pa v Sloveniji nikoli ne bo. iTunes nikoli ni bil v Sloveniji na razpolago. Apple je dal slovenski jezik v uporabo kdaj? A lahko mogoče vseeno ostane v še mečkem tukaj, kaj to pomeni za vaš dobiček, pa če lahko mogoče, verjetno imate neko simulacijo, kaj bi to eventualno pomenilo tudi za dividendo, kakšna bo dividenda recimo čez 5 let, glede na vse te projekcije, ECB, zniževanje ključnih obrestnih mer, obrestni prihodki, neobrestni prihodki. Torej, ja, zdaj bom odgovoril na to, kar ste mi se vprašali. Mi nagovarjamo seveda padec obrestnih mer z rastjo. Z rastjo in repozicioniranjem bilance. Se pravi, več poslovanja s prebivalstvom, več poslovanja z leasingom, več poslovanja s potroškimi posojili, ki naseloma imajo više nominalne obrestne mere kot pri stanovanjskih posojilih, in više nominalne obrestne mere kot pri podjetniških posojilih. Naslavljamo torej to z rastjo. In v tem trenutku rast je nekje na ravni 3% četrtletna, 12 do 15% letna, in to privede potem do nekega obsega poslovanja leta 2030 50 milijard evrov. 50 milijard evrov je skoraj, ali pa je več kot 2/3 slovenskega bruto-družbenega proizvoda v tem trenutku. Se pravi, gre za relativno veliko družbo kot kontekst celotnega skupine. In iz tega naslova, če dosegaš potem neko razumno donosnost na sredstva, na aktivo, bi se moral približati tam 750 milijonom do milijarde evrov čistega dobička. Iz sedanjih približno pol milijarde. In če izhajaš iz tega, da izplačuješ 50 do 60% dividende iz tega dobička, to pomeni, da se seveda temu ustrezno prilagodi tudi obseg dividende. Če bo letošnja dividenda 257 milijonov evrov, če bi nam uspelo doseči dejansko milijardo dobička leta 2030, za kar bi morali biti seveda izpolnjeni mnogi pogoji, to je pač strateška težnja, ampak recimo vse 750 do 800 milijonov se pa zdi kar realno, če bi tudi padale marže, bi z obsegom rasti, seveda to uspeli kompenzirati do neke mere. In potem, če rečete, da je 50% izplačila dividende, se dividenda skoraj podvoji, z današnjega naslova. In če smo prej izhajali iz tega, da je v trenutku uvrstitve delnice v prvo javno delniško ponudbo, takrat na kotacijo, da na danes 25% dividendni donos bi bil za tiste, ki so vstopali takrat, bistveno več. Imamo investitorje, recimo, ki so na dnu vstopali, to je bilo septembra 2020, v drugem zaprtju pandemije, po 34 evrov. Danes je delnica bila 147 evrov. Oni imajo 38% dividendni donos. Predstavljajte si, da zdržijo še 5 let in da takrat dejansko mi izplačamo dividendo, ki bo dvakratnik sedanja, bojo imeli praktično 76% dividendni donos na svoj vložek. To so fantastične stvari. Če gledam mi naše naložbe, recimo v banke, ki so jih NLB skupina kupovala od začetka 2000 do sredine, pa tudi zdaj recimo banka v Srbiji, ki smo jo kupili, mi dobimo na leto zdaj več dividende, kot so mi za to naložbo plačali. Se pravi, cashback je leten. Iz srbske naložbe, ko smo kupili komercialno banko pred 4 leti, zdaj smo z 2 dividendama že povrnili 60% kupnine. S 4 dividendami praktično bomo povrnili celotno kupnino. Se pravi, da se, če preudarno razmišljaš in če se odločaš v določenih trenutkih tudi z malo sreče, dovolj ambiciozno, dosega tudi velike donose, tudi v bolj zaostrenih razmerah ekonomike. Pri zahteva pa to seveda bistveno bolj ambiciozen posega v rast,
ki ni samo organska, ki je tudi seveda z nakupi. Lani ste nas videli na trgu, ko smo dali ponudbo za večjo skupino, ne večjo, za nas je to relativno manjša skupina, ampak ki je prisotna v 6 državah, tudi sedežem v Republiki Avstriji, ki kotira na Dunajski borzi. Nažalost nismo uspeli, bomo videli, kako se bo to odvilo naprej, ampak če bi teh 6 milijard mi lani uspeli kupiti, bi potrebovali, da pridemo do 50 milijard samo 5% rast. To pa je bolj ali manj nominalna rast regije v bruto družbenem proizvodu. Se pravi, ne zdi se to agresivno, nemogoče. Iz sedanjih 28,5 milijard priti na 50 milijard posega poslovanja. Dobičkonosnost je pa potem funkcija marže, ki jo dosežeš. Marža pa ni samo obrestna marža, zato ker imamo tudi neobrestne prihodke, ker prodajamo seveda tudi storitve upravljanja premoženja, zavarovalne storitve in tako naprej. In tu nisi odvisen od obrestnih mer. In tudi ne porabljaš kapitala. In zato lahko seveda tudi več dividende izplačaš potem posledično, ker ne porabljaš kapitala za kreditno poslovanje. Tako da perspektiva NLB je bila jasno komunicirana, povečati se na vsaj 50 milijard bilančne vsote, kar ocenjujemo, da je kritična masa v zahtevnem regulatornem okviru Evropske centralne banke in Evropske monetarne unije. In dosegati gabarite dobičkonosnosti, ki če bi bili primerljivi sedanjim, bi dosegli milijardo dobička, če ne pa vsaj 750 milijonov, in iz tega izplačati 50-60% dividendo. In to se zdi kot še vedno, kljub temu, da je pri današnji vrednosti zelo zanimiva potencijalna priložnost. To zdaj ni naložbeni na svet, ampak je pač razprava. Ker smo že zdaj vrednoteni pod 6-kratnikom čistega dobička. Primerljive banke kotirajo med 8 do 9-kratnikom, najbolj propozivno na svetu pa čez 10-kratnikom. Se pravi, če se normalizira tudi ta vrednotenja in potem mi hkrati dosegamo še dvojne rezultate, je pa seveda potencijalna donosnost še bistveno večja. Okay, zdaj smo slišali kar nekaj zanimivih, ne vem, če so bili glih na sveti, se pravi, slišali smo, da se cenijo stanovanjska posojila, potrošniška posojila, pa vas bom vprašala, kaj pa je z energenti glede na geopolitične tenzije, kaj lahko pričakujemo tu s cenami? Tukaj je pa v bistvu kristalna kugla, kaj lahko pričakujemo. Zato ker cena energentov kot borznega blaga je v bistvu zelo odvisna od dogajanj na geopolitični situaciji. Če govorimo o naftnih derivatih, če ne bo nekih večjih pretresov, jaz predvidevam, da bojo ostali na nekem takem nivoju, kot so zdaj. Kaj pa so večji pretresi, če lahko mogoče definirate, ker zdaj smo jih imeli kar nekaj pa... Večji pretresi so dejansko vojne, predvsem vojne v državah, ki črpajo nafto. Vidimo, da sama Rusija v bistvu ni, ali pa blokada ruskega trga ali pa ruskega blaga niti ni tako močno vplivala na trg, zato ker po eni strani so ostale države OPEC-a dvignile količine načrpane nafte, po drugi strani se prilagaja to na porabo, ki poraba na nek način pa tudi ne raste tako zelo iz leta v leto. Tako da ta energent se mi zdi še v bistvu na dolgi rok nekako najbolj tak, celo stabilno. Največja volatilnost v tem trenutku se dogaja na trgu električne energije, ki je na eni strani z povečevanjem proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov se povečujejo, eksponentno povečujejo dnevna nihanja na trgih električne energije. Vidimo že letos recimo od marca dalje na spot trgu, na dnevnih trgih cene nihajo iz plusa v minuse in je to v bistvu na nek način postalo zelo velik problem. Veliko vprašanje, kaj se bo dogajalo z cenami nafte, pa dejansko to, kar sem prej omenil, kakšna bo v bistvu nekako odločitev glede energetskega prehoda. Tukaj imamo v bistvu v veliki meri povezan, lahko govorimo o CO2 taksah, ETS2 schemah in tako dalje. Vemo, da v tem delu je zelo veliko vprašanje, kako se bomo mi ali pa Evropa postavila, kako bomo zastavili našo strategijo za naslednjih 50 let. Ker ena moja velika skrb je, da CO2 kuponi, ki so bili v bistvu nek predhodnik ETS2 scheme, bo na nek način postali finančni inštrument. In če se bo temu začelo dogajati, tako kot se je dogajalo na CO2, ne v prvih letih, ker vemo, da na začetku je bilo to nek papir vreden nič, ker smo ga vsi dobili, oziroma vse družbe dobile, in potem, ko ga pa je začelo zmanjkovati, oziroma ko se je zmanjševala, so noter vstopili finančni posredniki. In že danes vidimo, da v bistvu zaradi te cene CO2 kuponov so določene industrije
začeli imeti težave. In to enaka ta zgodba se lahko začne dogajati v ETS2 schemi, kjer pa že vidimo, tukaj ne bojo vstopili samo evropski igralci. Vidimo največje svetovne, ameriške private equity, ki že vlagajo v to infrastrukturo. In zdaj bi se vprašal, a res zopet želimo biti odvisni od, se pravi, na področju energije, na področju cene energije, ker to ceno na koncu bomo plačali pa vsi potrošniki, a želimo biti odvisni od špekulacij na finančnih trgih. Ja, a se dotaknemo mogoče malce patriotizma? Gospod Brodnik, vi ste velik patriot. Koliko je prostora za patriotizem, ko govorimo o investiranju v slovenske delnice? V preteklosti smo se že kar precej upekli. Omenjala sem krizo 2007-2008, takrat so slovenski delničarji kar zginali, zbežali slovenskega trga, ker so bili izpostavljeni do pač tega trga. Pa tudi na začetku sem omenjala, če dovolite, Granolas, evropski Granolas, pa tudi konec koncev veličastnih 7 ameriških. To so tudi ene take delnice, ki so priljubljene. Mislim, zdaj treba je razumeti geostrateški kontekst. Evropa se je pred 20 leti začela presežno nagibati k družbi pravic in svoboščin in s prereguliranostjo dejansko odganjala evropske inovatorje v Silicijevo dolino. Praktično skoraj vse rešitve, ki jih Magnificent Seven ponujajo, oziroma veliko večino so razvili dejansko evropski umi. Švedi, Španci, Nizozemci, Nemci, ki pa v Evropi seveda niso uspeli prodreti, ker nimamo kapitalskega trga, ki bi to podpiral. Semenske faze razvoja, venture faze razvoja, te prve faze startupa, in so šli po denar v Ameriko in potem seveda ta podjetja postavili tam. Prej si ti omenil deindustrializacijo Evrope, seveda v velike meri, ki je povezana tudi s tem, da smo mi razumeli ali pa želeli biti edini, ki bomo se trajnostno razvijali in bomo na ta način planet reševali. Pa seveda ne bomo, ker je izpust Evrope relativno manjši kot je Kitajske in Indije v prihajanju in vseh nekih drugih industrijskih bazenov. In to je pomenilo v tistem trenutku, da je Evropa postala neatraktivno okolje za razvoj sodobnih rešitev. Tako da je to relativno nehvaležno vprašanje. Zdaj, če nam Trumpove klofute niso dovolj jasna sporočila, da se moramo nažalost najprej očitno varnost osamosvojiti, pa zdaj lahko sprašujemo, kakšne naložbe za to so najbolj smiselne in potrebne in primerne, ampak če smo verjeli slepo v NATO, je težko zdaj slepo verjeti v NATO. Če smo verjeli slepo, da imamo nek dežnik, ni nujno, da imamo ta ameriški dežnik. Če smo gledali na Kitajsko kot na priložnost za nas, da bomo v njej trgovali, so se od nas zelo, zelo temeljito in podrobno učili in so nas prešli tehnološko. Tako da v tem trenutku je Evropa v enem izjemno zahtevnem položaju, geostrateško gledano, družba razvajanih, ostarelih otrok, ljudi brez otrok. To je fenomen vsake razvite družbe. Presežna stopnja hedonizma pač na neki točki privede do tega, da ljudje se ukvarjajo izključno s svojim udobjem. Mi bi delali 30 ur, mi bi zato bili bolje plačani. Na teden govorim. Kitajci delajo to na 2 dni. Tako je. Indijci delajo 16 ur na dan, nič ne sprašujejo. Američani imajo 7 dni dopusta, mi bi imeli pa 40 dni dopusta, pa 30 ur bi delali, pa več zaslužili, pa ne imeli dece. Mi ne bi imeli dece, pa bi delali manj. Pa že zdaj nimamo zaposlenih, ne najdemo. Uvažamo ljudi iz Indije, nam vozijo kamione. Vi ne najdete v tem trenutku človeka, da bi vam stregel v Ljubljanici za 1750 evrov neto plače in na petnine dobi vsaj še enkrat toliko. Slovenca za to delo ne najdete. Se pravi, in mi bi delali še manj. Ne gre, 1 + 1 je 2, ne 18. Tako da Evropa se mora seveda zdaj resetirati. Če me vprašate v smislu vrednostnega sistema, moje upanje je, gospod Merz, karkoli si kdo o njem misli, mi rabimo močno Nemčijo, ki se bo resetirala. Nemčija je bila sposobna, tudi Avstrija je bila sposobna v kritičnih razmerah, kot so bile presojene, sestaviti rdeče-črno koalicijo. Kar ne gre drugače. Ker treba sprejeti težke ukrepe in jih treba verjetno sprejeti z ustavno večino, da naslednji friki, ko pridejo, spet jih ne povozijo v sekundi. In tu smo kot Evropejci na pol brezizhodnem položaju, če se ne bo to zgodilo zelo, zelo hitro. Najprej varnostna osamosvojitev od muh vsakokratnih ameriških predsednikov, potem pa konkurenčnostno repozicioniranje, ki bo zdaj bistveno težje.
Ne? Poglejte, mi imamo naše podatke v oblaku. Ne? Vsi skoraj mi. V katerem oblaku? V čigavem oblaku? Orodja umetne inteligence. Kdo jih upravlja? Ne? Pa še en dodaten fenomen, ki je pa zdaj v tem trenutku akutnega pomena za razumevanje globalnega konteksta. Kitajci so de facto prevzeli vodilno vlogo. Ko so Trumpu povedali, mi se ne bomo dali, mi se bomo borili. Samo ta izjava. In so vžgali takoj kontra carine. Mi živimo v iluziji, da smo mi središče sveta. Kitajska je 5000 let stara nacionalna država, ki sloni na konfucijskem vrednostnem sistemu. Družba, 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 družina, jaz. Mi smo družba razvajencev, ki sloni na vrednostnem sistemu jaz, 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 družina, družba. Ne? 5000 let stara nacionalna država. Tudi Irana ne gre za podcenjevati. Ti fanti so izumili šah in matematiko. Mi se delamo pa norca z njih. 5000 let stara nacionalna država. Ne? In mi bomo vsi morali začeti več delati, manj bluziti, manj sanjariti. Imamo ministra Mesca, ki ustraja. Neodvisno od tega, kdo bo minister. Jaz se ne predujem. Se vem. Jaz govorim 20 let, meni govorijo, da sem janšist. Jaz 20 let uporabljam identične besede. 20 let uporabljam identične besede, neodvisno od tega, kdo je na oblasti. Ne? In zdaj govorim o Evropi. Ne? Ker Slovenija je samo pač en manjši otoček v tej naši Evropi, ki je izgubila kompas, ki je družba starega denarja, ostarelih prcev brez mulcev. To sem prej na začetku rekel. Prej razmišljate o investiranju, delajte deca, dokler ste mladi, ker potem je težje, pol pa jih nimate. Pa imate samo enega. Rabite 3 zdaj že. Zato, ker se je število žensk v starosti od 15 do 45 let v Sloveniji v zadnjih 20 letih zmanjšalo za 18%. Fakti bruti. Punce, ki lahko rodijo, morajo roditi zdaj 3 otroke. Če želimo enostavno reprodukcijo. Če ne, se pa navadite na to, da bo na mesto po goveji župi na slovenskih vaseh dišalo po kariju. Mene to ne moti, jaz imam kari rad. Poprečnega Slovenca pa močno moti. Povem, poznam te moje Haložane tam, pa to bo revolucija. Ne? Gospod Kavšak. Ne vem, če boš ti še kdaj povabljen, ker si si sesul uvodni nagovor. Ne, čisto vse je v redu. Zgodaj v penzijo in tako. Ne, to ni. Ne. Vi ste čisto narobe razumeli moj message. Vam bom mogla še enkrat to pojasniti. Kakšna penzija pri 35, 45? To je nemogoče. Kaj pa boš počel, ležal pod palmo? Ne, ni šans pri 45 letih v penzijo. No, a bova še medva kaj o patriotizmu rekla ali preskočimo? Deva preskočiti. Ampak nujno moram pa vprašati. Banke, kripto, kaj se tukaj dogaja? Jamie Dimon, ki je vaš idol iz JP Morgana, to ste rekli na sofu, kar se tiče same komunikacije, si je ne vem, če se je premislil, ampak mislim, da je bil prisiljen v to, da si je premislil in da je zdaj strankam ponudi tudi poslovanje s kriptom. Če bi mi imeli ameriški zakonodajni okvir, bi si mogoče jaz tudi premislil. Se pravi, obstaja šansa? Ne, zato ker ne vidim nobene možnosti, da bi se spremenila slovenska zaščita potrošnikov. Ki je presežna, ki je nerazumna, ki je uzakonja moralni hazard, to, da se banka pred sodiščem ne more braniti, po vsebini pomeni smrt pravne države. Govorimo o švicarskih frankih. Lahko se pogovarjamo o tem, ne? Ali je bilo to prav ali ni bilo to prav, ampak če se pogovarjamo o pojasnilni dolžnosti, se ne moramo pogovarjati o standardih pojasnilne dolžnosti za 20 let nazaj. Takrat so veljali eni standardi pojasnilne dolžnosti, danes mora biti veljajo drugačni standardi. Retroaktivna veljava pomeni neustavno ravnanje. Obravnavanje za nazaj je neustavno po definiciji. To je smrt pravne države. Po drugi strani, pa ko ti niti nimaš pravice se do vsebine opredeljevati, ker sodišče niti ne pozove na pričanje in se banka sploh ne more braniti. Kljub temu, da je nekdo podpisal poseben dodaten aneks pogodbi posojilni, v katerem so tveganja jasno predstavljena, je s podpisom sprejel ta tveganje. Povedal, da se je z njimi seznanil, da jih je razumel in jih sprejel in notar mu je to prebral. In je zdaj za 20 let nazaj ta pogodba nična. Zakaj bi jaz delal kripto? Pa ste normalni, bo za 3 milijarde Slovencev se naloudalo, ko bo NLB to prodajalo, bo seveda jih več še kot zdaj. In bo kaj, ko bo za njihov Bitcoin iz 110 nazaj na 20, kaj pa pol? Kdo bo to plačeval? Zahtevano bo od bank. 100% vam jamčim. V ekstremnem levičarskem diskurzu socializacije, ne?
izgub, ne, bo to pač banke, ne v tem trenutku. Ne. Kaj pa na Petrolu? Kar se tiče kripta, lahko plačujemo z Binance kartico. Lej, jaz sem za svoj 40. rojstni dan, mislim, da sem dobil od prijateljev en znak Bitcoin. Nisem dobil Bitcoin kot tak. Sam znak. Nisem bil believer, nisem dal evra, zato ker to je za mene v bistvu špekulacija. Špekulacija, ponudba, povpraševanje in jaz ne vidim, jaz gledam denarne tokove, ustvarjanje dodane vrednosti in tukaj dodane vrednosti za mene ni. Lahko me kdorkoli pripričuje o lažjem transakcijah, o hitrejših, da ni reguliran, ampak dodane vrednosti iz tega naslova ni. In to, da bomo vsi masovno služili dvoštevilčno rast, jaz to ne verjamem. To je za mene Ponzijeva shema. Enostavno ne verjamem. In tudi to, da pač kar Blaž govori, jaz ga razumem. Ker enkrat bo konc, enkrat bo denarja zmanjkalo, ker ne more biti neskončna rast, ker ni dodane vrednosti. A lahko samo še za konec, ker se nam zdaj malce mudi, če lahko mogoče vi poveste. Bi bil danes zelo bogat, če bi tisti Bitcoin kupil. Ja. Špekulacija. Ja. Kako je sestavljen vajen portfelj? Ja, moj portfelj je sestavljen deloma iz slovenskih delnic, seveda Petrolove, kateri sem tudi član uprave, nekaj sem naložil v sklade, nekaj v pokojninske načrte, tako da je razpršen, tako kot mislim, da je prav. Mogoče kakšna tuja delnica oziroma kakšen, ne vem, mogoče... Tudi tuje delnice, tudi tuji skladi, tudi ETF, veličastnih 7 zopet ne, zato ker so to zopet zgodbe, ki imam zopet pomisleke, ko sem jaz gledal v bistvu Elona Muska z njegovo neskončno požrešnostjo po kapitalu za negativnimi donosi, mene je glava bolela, kako to investitorji v bistvu podpirajo. Ok, samo je šlo, lahko samo ne bi. Jaz tazga tveganja nisem pripravljen sprejeti. Po drugi strani razumem, da pač vrednotenja nekaterih delnic, ki imajo več potencijala, dopuščajo pač ta višja vrednotenja, ampak kljub vsemu jaz sem mogoče malo starejši od nekaterih od vas in bolj verjamem v te realne številke in realna vrednotenja, ki jih v bistvu pokaže skozi denarni tok. Vi ste si sposodili posojilo, da ste kupili delnice NLB? Ja, letno plačo. Nisem upal ženi povedati. Ko gre za posamične delnice, to je NLB, ko gre za sicer vlaganja na kapitalskih trgih, razpršujem ta tveganja, sem relativno konzervativen naložbenik. Je to bolj manj globalno v uravnoteženih skladih in nekaj malo večjega fokusa na delniške sklade, ki pa so tudi razpršeni. Po drugi strani vlagam pa praktično vse, kar so 3 generacije ustvarile moje družine v demografsko ogroženo območje Haloz. Ženi sem celo hišo v Ljubljani prodal, da sem vložil v haloško vinsko klet. To še se more pokazati skozi čas, da je bila dobra naložba. Je pa tu veliko entuzijazma in idealizma. Šauta svojega nijam. Vse je hvala za kleti v traktorju. Najlepša hvala za odlično debato. Hvala. Super sta bila.